Sprejete spremembe in dopolnitve zakona o šolski prehrani so ukinile brezplačno srednješolsko malico. Vprašanje je, kdaj bodo srednješolci pokazali, kaj pravzaprav je tisto, za kar se oni odločajo vsak dan za malico, ali sploh je to ali ne. Vsekakor pa so spremembe prinesle dejansko ogromno administriranja. V šolah so ljudje zaposleni za poln delovni čas samo za podporo določanja subvencij in izdajanja odločb. In to v osnovnih in v srednjih šolah. To je v nasprotju s tem, kar je minister na začetku obljubil, da bo administriranja manj. Administriranja je bistveno več ravno s tem zakonom. Sprejet zakon o Nordijskem centru Planica pravzaprav verjetno pomaga pri neki čudni razlastitvi tamkajšnjih prebivalcev, pri samem centru pa se kot ukrep ne dogaja kaj dosti. Tisto, kar boli, je to, da minister Lukšič še vedno nikakor noče objaviti učnih načrtov, ki jih je strokovni svet sprejel poleti 2008. To so učni načrti za osnovno šolo, ki so razbremenjeni faktografije, ki prinašajo izbirnost, ki prinašajo avtonomijo, ki prinašajo kompetenčen pristop, ki prinašajo tudi nepredmetno povezovanje in pa nekako celostno podobo vse snovi v osnovni šoli. Nažalost, komu zopet na čast? Zopet nekemu celostnemu konceptu, kateremu bo ušel cel rod mladine. Škodljiv ukrep. Ministrstvo pa je pravzaprav nekje najbolj šibko na področju pozitivne diskriminacije. Nacionalni preizkusi znanja kažejo, da je določen del Slovenije bistveno podrejenem položaju. Gre za Pomurje, del Štajerske, kjer imajo učenci nižje rezultate pri nacionalnem preverjanju znanja. Tudi raziskava TIMSS pri maturantih, TIMSS 2009 je pokazala, da maturanti z tistih koncev dosegajo nižje rezultate. Čemu to? Gotovo je to povezano tudi s krizo, tudi z razvojnimi problemi in odgovor na to so lahko samo celostne rešitve. Predlagali smo jih že lani, nič od tega ni bilo upoštevano. Pri nas po viru OECD publikacije Education at a Glance 2010 konča srednjo šolo približno 85% otrok. V državah, ki so učno zelo uspešne ali pa gospodarsko zelo uspešne, to so Finska, to so Norveška, to so Nemčija, Velika Britanija, je osip manjši. Tam konča 90% srednješolcev. Želeli bi si, da naša država uvede ukrepe, ki bi to stanje izboljšalo. Zaenkrat še ni. Tudi nastajajo zelo velike razlike med šolami. Te razlike so bistveno večje, kot bi si želeli. Glede strokovnih premikov tečejo tiste strokovne inovacije, ki jih je uvedla še prejšnja vlada. To je medpredmetno povezovanje, to je fleksibilni predmetnik. Nažalost, ta trenutek ni bistvenih novosti. Je pa v fazi poskus, nivojski pouk v gimnaziji, za katerega pa se nekoliko bati, da bo uvedel dve vrsti gimnazij. Eno gimnazijo, ki pelje mladino na univerzo, in drugo gimnazijo, ki pelje mladino na politehniko. To je namreč načrt nacionalnega programa visokega šolstva, ki pa seveda grobo loči otroke že v prvem letniku srednje šole in ko zakorakajo enkrat na to pot, je vrnitev težka oziroma nemogoče. To poslabšuje sedanje stanje. In poglejte, celosten koncept je potreben pri tujih jezikih v 7. razredu, ni pa celostnega koncepta potrebnega pri taki odločitvi. Tukaj pa gredo stvari zelo potihoma naprej. Povezavo vidi samo tisti, ki gleda srednjo šolo in univerzo oziroma visoko šolo. Ni nobenih dokazov o tem,
da bi se peljale kakšnekoli aktivnosti povezovanja izobraževanja s trgom dela in konkurenčnosti. Kar nas lahko veseli, je to, da je število otrok vključenih v vrtce v letu 2009-10 glede na preteklo leto večje za 7,8%. V predšolsko vzgojo in izobraževanje je vključenih danes 73,9% otrok, vseh otrok ustrezne starosti. In večjo rodnost in zlasti večjo vključenost otrok v vrtce lahko pripišemo v dobršni meri tudi ukrepom prejšnje vlade. Trend upadanja rojstev se je ustavil tam nekje okoli leta 2005, naraščala so rojstva 2006, 2007, 2008 je bil dejansko tako imenovani baby boom. Stopnja rasti prebivalstva v drugem letu je pa v drugem letu 2010 0,0%. Nažalost se je trend spet obrnil in gremo zopet navzdol. To je zelo slab podatek za Slovenijo. Slab podatek je tudi to, da se delež proračunskih sredstev za izobraževanje v obdobju 2009-2012 stalno zmanjšuje, kar je po naši oceni nesprejemljivo. Vendar sporedno ne zasledimo kakršnekoli ekonomizacije poslovanja šolskega resorja. Velik upad je doživelo področje športa, ter investicije v športu in šolstvu. Tudi sofinanciranje gradnje vrtcev je zelo malo. Želeli bi si, da bi bilo tega več, se to tudi spodbuja delovna mesta. In končno želeli bi si, da bi nam vlada Slovenije prisluhnila, upoštevala vsaj nekatere naše pripombe za dobrobit slovenske mladine, slovenskih otrok.